Dragi otroci, danes se bova in bomo skupaj podali v Avstrijo k čudežnim živalim. Nekoč je daleč v gozdu živela vdova s svojim sinčkom. V samoti je bilo njeno življenje z dečkom neskaljeno in mirno. Toda ko je fant nekoliko odrasel, je začel mater moledovati, naj ga pusti odkrivati, kaj se dogaja na širnem svetu. Nazadnje je mati popustila in mladenič se je odpravil v svet. Pot ga je vodila globlje v temno hosto. Nenadoma je zaslišal strašanski vik in krik. Moram pogledati, kaj se dogaja, si je rekel in stekel proti hrupu. Naletel je na leva, štorkljo in mravljo, ki so se prepirali ob mrtvem konju, čigav da je. Komaj so ga zagledali, so ga poprosili. Daj, razsodi naš spor, ker si pameten. Fant je malce razmislil, nato dejal. Lev naj dobi meso, štorklja drobovje, ker ima dolg kljun, mravlja pa lobanjo, da se bo vanjo nazadnje skrila. Živali so bile s tako delitvijo silno zadovoljne. Preden je mladenič odšel, pa so mu dale popotnico. Če boš rekel, o lev, boš v hipu 7-krat močnejši od najmočnejšega leva, je rekel lev. Če boš rekel, o štorklja, boš lahko poletel 7-krat višje od vsake štorklje, mu je zagotovila štorklja. In če boš rekel, o mravlja, boš v trenutku manjši od vsake mravlje, je rekla mravlja. Fant se je poslovil od njih in šel dalje. Nazadnje se je goščavje začelo redčiti in prispel je na rob gozda. Pred sabo je zagledal mesto in se vanj napotil. A glej, povsod so visele črne zastave, ljudje pa so turobno gledali predse. Vprašal je prvega, kaj da je, in ta mu je dejal. 3 glavi zmaj je ugrabil našo kraljično in jo odpeljal na svoj grad. Hojej, gorjenjej! Mladenič je vprašal za pot do gradu in se podvizal, kajti do gradu je bilo nekaj dni hoda. Ko je prišel do zmajskega gradu, temnega in strašnega, je videl, da ta stoji na vrh gore, gladke in neprehodne. Ko je tuhtal, kako naj pride na vrh gore, se je domislil štorklje. Vzkliknil je. O, štorklja! V hipu je dobil krila in poletel na goro. Toda grajska vrata so bila tesno zapahnjena in na njegovo trkanje mu ni nihče odprl. Tedaj je rekel. O, mravlja! In postal je manjši od najmanjše mravlje. Splezal do ključavnice in skozi luknjo smuknil v grad. Ko se je spet spremenil mladeniča, se je podal naprej po mračnih hodnikih. V prvi sobani je srečal starčka z gromozansko brado. Poba, kaj iščeš v tem strašnem gradu? Ga je ta vprašal. Prišel sem rešit kraljično, je odvrnil fant. O, težko bo, je starec zmajal z glavo. A pojdi v orožarno ter tam vzemi največji in najtežji meč. Samo tako boš lahko premagal zmaja. Mladenič je ubogal, toda največjega in najtežjega meča ni mogel dvigniti. Tedaj je vzkliknil. O, lev! V hipu je postal 7-krat močnejši od najmočnejšega leva. Pogumno je vzel meč, stopil v dvorano, kjer je zmaj stražil mladenko in mu z enim samim zamahom odsekal vse 3 glave. V tistem trenutku je zagrmelo in zabobnelo. Gora se je začela pogrezati, dokler ni čisto izginila. Grad je postal svetel in prijazen. K fantu je pristopila kraljična in ga hvaležno poljubila. Grad sta prepustila starčku in se odpravila na pot domov. Ko sta po nekaj dneh prispela v rodno mesto, slavju in rajanju ni bilo ne konca, ne kraja. Fant je poslal po mater, leva, štorkljo in mravljo. Nazadnje sta se kraljična in mladenič poročila
in živela dolgo. Ne vem, morda pa živita še zdaj. Pojdimo pogledat v njuno kraljestvo.